Hvala za besedo. Hvala za povabilo, dr. Šoltes. In priložnost nekaj povedati na temu shodu, na temu zboru s konopljo do inovativnih in okolju prijaznih izdelkov, novih delovnih mest in trajnostnega razvoja. Naslovila sem svoj prispevek z naslovom Slovenska konoplja pod svobodnim soncem. Prispevek, ki je bil s tem naslovom objavljen v decembrski številki Zelene dežele, časopisa Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Pred časom sem se že začela spraševati, kje kaj tako boli v prsih. Zakaj smo kmetovalci nekako ustrahovani ali zapeljani v industrijske metode kmetovanja. In ja, ker pri frizerju mi je prišel pod roko časopis z vsebino Antona Komata. Ustrahovanje z lakoto. Če kmet ne bo uporabljal kemičnih gnojil, težke mehanizacije, ki temu sledi, monokulturnega pridelovanja rastlin, pesticidov, patentnih hibridov, industrijske reje in nenazadnje genskega inženiringa. V svetu bo lakota, če ne bomo tega počeli. Se vprašamo, to drži. Meni je to popolnoma tuje in sem prepričana, da so vse te alineje, vse te oblike, tiste, ki delajo v svetu lakoto, ki delajo v svetu vojno, pomanjkanja in razlike. In z razmišljanjem naprej se mi je ob kontaktu, ob spoznanju, da obstaja konoplja, to sem prvič zaznala, oziroma z namenom zaznala v Moravcih, 2010, 2011, kdaj smo bili tam šele? Ja, 2011. In po istem principu sem danes kombinirala za ta nagovor nam vsem, da se je popolnoma isto v času in prostoru oblikovalo tudi ustrahovanje s konopljo. Pogubila bo človeštvo, povzročila bo vse splošno bolezensko stanje pri ljudeh, epilepsijo, skizofrenijo, raka in podobno. Kdor se bo ukvarjal z njo, s prometom, bo se ukvarjal s prepovedanimi drogami, končal bo v zaporu, delal bo na črno in to je prehod na mamila. Kaj je to? Zelo hvaležna in srečna, da razmišljam in da nisem sama, da razmišljamo nas več. Prav hvaležno, da je postala predsednica Slovenskega združenja za konopljo v prehranske in neprehranske namene Blanka Denko Čeh, ki pa je mi pritrdila prav jasno in glasno. Ja, v primežu smo med znanjem in pomanjkanjem znanja. Dodala je, v primežu smo med družino in službo. Smo ljudje, človek je v primežu, med vestjo in družbeno doktrinacijo. In človek sem v primežu med svobodo in družbenimi zapovedmi. Ja, seveda. Kako, kaj, zakaj, kdaj? Vsak dan se v več vlogah pojavljamo. Kaj vse smo? Starši, smo otroci, smo učitelji in učenci. Samo obrnemo se 5 minut razlike v času. Smo v službi nadrejeni in smo podrejeni. Kaj vse smo na cesti, v popoldanskem času, smo pridelovalci, predelovalci hrane, smo kupci, trgovci in kmet.
kmet kot kmet, ne ona žaljivka, ampak ta kmet, ki jih je v času in prostoru danes samo še dobrih 6000 v Sloveniji. Ta se tudi v več vlogah pojavlja. In kaj bomo naredili s kmetijstvom? Bomo mu pustili, da nadaljuje, da gradi pridelovanje konoplje, ali bomo to zadevo pospravili kam v rastlinjake ali v zaprte prostore. In človek je srečen, če je zvest svoji vesti in zemlji in znanju, ki ga je pridobil z izkušnjami iz roda v rod. Res človek, kmet, potrebuje regulacijo za sejanje. Ja, imamo pravilnik. Kar človek, kmet, potrebuje in kar človek v suvereni, samostojni državi Sloveniji potrebuje, ja, je že vse urejeno z regulacijo trga in z sledljivostjo izdelkov. Če hočemo in zmoremo, imamo vse, ampak ja, smo še bolj zahtevni. Rastlina konoplja je takšna kot vse ostale. Ima korenino, cvet, steblo, liste, cvetove, iz katerih nastanejo plodovi. Namenjena, pač ta rastlina je prehrani ali ne prehrani in primerna je za zdravega ali za nezdravega človeka. V naravi, če se na polje konoplje pač podamo, zaužijemo to njeno slast in stranst, von in delo, kar takoj vidimo. In takšno delo smo si zastavili na poligonu, na Polzeli in v lanskem letu ne le tam, temveč tudi na Biotehniški fakulteti, na Inštitutu za hmeljarstvo, kjer smo začeli oblikovati slovenski znanstveni jezik. Konoplja z sončnico, konoplja z ajdo, konoplja z ričko, poligon, kjer je bilo preko 19 sort konoplje. Prvič smo se seznanili s pogledom kar na različne sorte hkrati naenkrat. O tem in rezultatih, kot sem rekla, z Inštituta za hmeljarstvo in z Biotehniške, se veselim, da bo nam predstavila dr. Darja Kocijan-Ačko. Tole samo en blic, da so bili že članki o prehranski vrednosti in nekaj rezultatov, tako na novih izzivih v poljedelstvu, kot v zborniku, hmeljarskem zborniku Biltenu objavljeni. Torej, veselimo se razvoja, veselimo se izdelkov, tudi v tovarni Nogavic Polzela, konopljenih in še tistih preostalih, ki so na trgu in so in še bodo nekaj časa. Veselimo se vseh dejavnosti in dogajanj, ki smo jih tudi preselili na najbolj odmeven kmetijski sejem v Gornjo Radgono skupaj, kot smo prej videli in slišali, gibanje Ekoci. Zadrug se je že oblikovalo kar nekaj. Ali si želimo v prihodnosti, mi, ki se ukvarjamo z zemljo in vi, ki se ukvarjate z zemljo in vsi, ki se ukvarjamo, ostati kmetje, v lepem pomenu besede, s strastjo in užitkom delati in kmetovati, trgovati in prodajati, pridelovati takšne njive, ko imamo, ne vem, koruzo, ki ni zdržala zadosti pomanjkanja vlage, ali si želimo lepih pol, bogatih njiv, žlahtnih in sočnih sadežev konoplje. Želimo delovnih mest, ki smo si jih v kmetijstvu zadnjih 10 let iz 11.000 in več prepolovili. Si želimo vse strojno delati? Ja, želimo.
robotizacije upam, da si ne želimo preveč. Zelo lepe spomine imamo na množično žetev leta 2012 v Spodnji Savinjski dolini, kjer smo pokazali, da se da je možno izobraževati in izmenjavati izkušnje, ozaveščati pridelovalce in predelovalce, tudi štafeto semen in ostalimi načini oboževanja pridelovanja semena je tudi pri konoplji ista pesem, seme je isto, reproduktivno seme, ki ga znamo in zmoremo sami pridelati in ga sejati naprej, iz njega pridelovati hrano in ne le hrano, tudi obleko in še več, gradbeni material, izdelkov, katere smo že dokazali, da so iz konoplje užitni in možni, kot olja, stržena, vlaken. Dokazali smo, da zmoremo in znamo narediti vrv, pa če je to najbolj enostavna in debela in štrikasta. Znali in zmogli smo izdelati zidake, zmogli in znali smo izdelati piramido v bioparku Nivo. Znali in zmogli smo že marsikaj, pred množico govoriti pa imamo še vedno takole malo treme in biti prepričani in prepričljivi z besedami, ki jih izražamo. Znali in zmogli smo dojeti, kaj nam je dr. Rudolf Steiner zapustil, kako nas je nagovoril s štiridelnostjo naravi, ker nam ne le fizično telo, etersko telo, astralno telo, duhovno telo z jazom točno in natančno izraža in dokazuje naš čas in prostor in našo potrebo danes in tukaj. Spoznali preko njega smo tudi tridelnost družbenega organizma kot delovno metodo, s katero znamo in zmoremo duhovno življenje izražati, življenje na področju predpisov in življenje na področju gospodarstva. In naj se bližam koncu. Pred dnevi me je nagovoril en prispevek, kratek prispevek v Nedelu, in sicer dr. Karla Gržana, ki je nekako rekel, da že stari Kelti so razbrali, da je dal Bog moškemu moč in meč, ženski pa srce in intuicijo. In sedanji čas potrebuje to vse, potrebuje čas in prostor, čas za izražanje tega in zbliževanje. In da zaključim še s parimi stavki iz prispevka v Zeleni deželi, glasilu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Slovenska konoplja je rasla na naših tleh, dosti prej kot krompir in koruza, rasla je kot danes plevel in hmelj in kamilica in sivka, pšenica in trta. Slovenska konoplja si zasluži, da jo sejemo na vsako nivo, vsak vrt. Človek skupaj z živalmi in rastlinami pa si zasluži s hranili in energijo bogato hrano in obleko, tople domove, dostojno življenje in umiranje, pravično gospodarstvo in bogato kulturno življenje in resnico o zadnjih spoznanjih na področju konoplje. Mi smo odgovorni, da sejemo konopljo, ne glede na vse, da zaključimo prohibicijo z odstranitvijo administrativnih ovir in s tem omogočimo dostojno življenje kmeta, podjetnika in nas vseh in omogočimo, da družina še s tako majhno kmetijo preživi in ni lačna in omogočimo preboj domovine Slovenije, delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, danes in tukaj. Danes imamo priložnost, da se sprejmemo odločitve in že enkrat nehamo omejevati človeka zaradi rastline v naši samostojni domovini, državi in zares postanemo prva Slovenija. Iskrena vam hvala za priložnost,
za vaš čas in v lepo prihodnost naprej. Zdi se, da so naši predniki imeli nekako drugačen, mogoče bolj zdrav odnos do te rastline, kot ga imamo danes. Dr. Steiner, ki ste ga citirali, ki je ta svoje delo objavil približno leta 1919, zdaj smo leta 2017 in je bistvena razlika razumevanja tega področja pred 100 leti in danes ne nujno v pravo smer. Je pa res, da vse to, kar je bilo povedano, lahko zraste in se uporablja, če bomo imeli zemljo, če bomo imeli površine, kje bomo to lahko počeli, ampak žal se je v Sloveniji v zadnjih 10-15 letih zgodilo ravno obratno, da je bilo kmetijstvo potisnjeno v drugi plan, da je predvladala gradbeniška filozofija in da so se prvovrstne kmetijske površine morale umikati industriji, gradbeništvu in pa v zdajšnjih časih tudi kakšni multinacionalki, ki navidezno obljublja novo delovno mesto, po drugi strani pa lahko čez leto preseli celotno proizvodnjo v deželje tretjega sveta, kjer je cena delovne sile še nižja.